enkrat se je zgodilo, da je moj najboljši friend vprašal, 2010 je bilo, je rekel, stari, a greva kolesari čez Romunijo? In sem rekel, ja, greva, imam 4 tedne viška življenja. In sva šla. In v štartu tega projekta sem naredil kapitalno napako, šel sem s prijateljem, ki je čisto krvni Slovenec. In sem še zdaj dane naučil, če greš športa s Slovencem, je zelo fajn, če je igrišče omejeno. Če greš fuzbal, basket, to še gre, stari, ampak če greš planinarit ali kolesari čez Romunijo, stari, najebal si kako žuti. Jaz sem mislil, da bo 100 metrov pred mano, stari, on je 3 kilometre pred mano. Tam šiba, ena taka bela pikica v daljavi, razumeš? Šiba išče svojo cankarjansko mamo, ali kaj, jaz vem kaj. Njegov psihološki profil me niti ne zanima, tip je, in pol ta bela pikica izgine za hrivom dol, jaz grem v krog in si mislim, pizdarja, to je podobno, kot če bi šel sam v Romunijo, ej. Nikoli ga dejansko nisem dohitel, on me mora vsakič počakati, tam nekje za hrivom me počaka, jaz prijem mrtev, cel moker, zasopihan in pol gremo naprej. Kot da je on rabo počitek, a razumeš? In vsakič, ko prijem do njega, se obrne pravi, a ni fajn? Sem rekel, kaj? Pravi to, da se mučimo, a ni fajn, da se mučimo? To, da stiskaš, pritiškaš nekaj iz sebe, iztisneš, presenetiš samega sebe, ko zagrizeš v hrib, take besede, zagrizeš v hrib, stari moj, zagrizeš, odkrivaš svoje meje, a ni fajn? Sem rekel, ni, stari, ni. Pojma ti nimaš, kaj je fajn. Fajn je, če ješ. In piješ, in ješ, in piješ, in odkrivaš svoje meje. In nisva prekolesarila Romunija 1000 kilometrov, ne vem, če veste, tako počez, in 700 sva naredila, pol sva šla z vlakom. Pa ne zaradi tega, ker ne bi zdržala, ampak telo utrdi, kasneje je lažje, samo treba iti domov delati, zmanjkalo cajta. In on mi je to zameril, on je rekel, zaradi tebe nisem osvojil Romunije. Sem rekel, stari, osvojil Romunijo, daj nekaj, par stoletij si prepozen, sorry, da ti moram povedati. In gledaj to, sem jaz edini član tvoje vojske, nama slabo kaže, osvojiti Romunijo, šel tip. In ta mentaliteta, stari, ta nek gen, ki te sili v Himalajo po nepotrebnem, to meni res ni jasno, stari, mene je pokalo koleno, razumeš, prav bolelo me, njemu se je zagnojilo, nekaj, ko sem rekel, kaj je to pravi, nič. Sem rekel, mene boli, pravi, mora boleti, pa mora, postaje, mora boleti, ej. In ko rečem Romunija, koliko vas pomisli na Rome? Dajte ustreliti eno cifro, procentualno, kaj mislite v Romuniji, koliko je Romov? 20%? 40? 3%, na Wikipediji piše. Wikipedija je odličen vir podatkov, ki jih lahko spreminja kdorkoli. Samo prste moraš imeti. Ampak je res malo, 3%, ostalo so Romuni, kar je čisto nekaj drugega. Jaz sem Romune doživel podobne Slovencem, po mentaliteti. Mogoče malo bolj zadržani v štartu, ampak če poči guma, pomagajo. In to je pomembno, če greš kolesariti čez fucking Romunijo, ne. In slabih izkušenj nisem imela ne z Romi, ne z Romuni. Edine cigane, ki sem videl tam, je bilo v Temišvarju, ko sva se peljala mimo enega večjega ogledala. Ne, vi ne veste, v čem je fora. Nisem šla samo kolesa, sem imela prikolice za sabo, stari. Prikolice z opremo za snemanje, da bo posnela avanturo, razumeš, 25 kil, stari, in te prikolice je on naredil po načrtu z YouTubea, ta nivo, razumeš, ta nivo. Ta športni nivo, stari, v klanec greš, razumeš, kot da se en mulo na rolik drži za tabo, tak feeling, da ne more, kolena pokajo, stari. In pol on reče enkrat, a greva jutri čez ta prelaz. In gledam, in je tako, ta črta je bila krajša, ona je bila ful tako bolj zavita in daljša, ne. In sem rekel, ja. Ker po srbo-hrvaško je prelaz, ne, pješački prelaz, to je zebra, to je, stari, klanec za klancem, jaz sem umrl.